Martina, Janja, vrnili smo se zdaj na mesto zločina, in sicer v hotel Habakuk, kjer sta si nedaleč nazaj obljubili večno zvestobo, kot se reče. Ne? Ja. In zdaj me zanima, kako se kaj znajdeta v vlogi žena. Dobro, meni gre dobro biti žena. Zdaj mislim, ne vem, če ima moja žena kako mnenje o tem. Ne, dobro ti gre biti žena. Dobro mi gre biti žena, ne? Žena, res, no. Dobro mi gre. Zato. Ja, sta že kaj opravili s to slovensko folkloro, recimo katera zdaj, katero pričakuje z valjarom v roki, če katera zamuja? Nisva še tam, sploh se mi valjara ne da dvigovati, se mi zdi res naporno. Ampak ne vem, da smo tako, odkot bi jo pričakala, to ne vem točno, tako malo čez dan je malo neumno, kao ja, prišla si iz pisarne, kak si nesramna, res nima dobenega smisla, ne rabim je pričakati, če pa gremo kamorkoli po noči ven, pa gremo skupaj, tako da jo ne rabim čakati z valjarom. Katera od vaju zdaj, če smo pri stereotipih, katera od vaju je bolj v kuhinji in katera na kavču gleda nogomet? Jaz nogometa ne gledam. Ne. Oziroma razen, ko me prisili, ko mojem gre. Jaz gledam nogomet, to priznam, samo ni potem v kuhinji, ampak je z mano na kavču in se pritožuje, zakaj mora to gledati in zakaj ne bi kaj druga. In potem rečem samo teh par minut še in vedno odšteva in je prav napeto. Sta že oddelali svoj prvi zakonski prepir? Mislim, da ne. Ne še, ampak zdaj bomo takoj, ker se da me zdi prav. 12 let sta že skupaj, zdaj tudi poročeni. Zdaj pa že lahko malce pametujemo in imate kak nasvet za dober zakon? Ja, ne vem, ker potem enem mesecu bomo težko svetovali za to. Ne vprašaj koga, ki je že 60 let skupaj. Recimo babica podetka od Janje, ne? Ali pa nekaj takega. Moj nasvet, kaj za dolgo vezo mogoče raje. Boljše. Ja, kot pa dober zakon je, pomembno je, da se spoštuješ, da se imaš rad, pa da razumeš, kaj so tvoje pomanjkljivosti, predvsem ne samo pomanjkljivosti partnerja, in da tudi razumeš, in se jaz razumem, da z mano ni najlažje živeti in spoštujem to, da se trudi vsak dan, ker verjamte, ni lahko. Mogoče sem zabavno na odru, ampak nikjer drugje. Malce še potračamo o vajini poroki, pa kateri je vajin najljubši trenutek s poroke? Jaz mislim, da je bil prvi ples. Na katero glasbo? Plesale sva na Sentiš od Zmelkov. To je pesem, ki je zelo malo ljudi pozna. Kar romantično. Ne, res je romantična pesem, izredno romantična. Za naju je, ima poseben pomen. In jaz sem se cel čas poroke sem bila, ne bom jokala, ne bom, jaz nisem tip, ki joče, jaz se smejim in to, tu pa se priznam, da sem se zlomila in sem se, ne da se mi da jokali, ampak še pol ljudi, ki so bili povabljeni. Kdo se ga je na zabavi po poroki, kdo se ga je na ohceti, najbolj vrgal v treske? Joj, vsi smo se. Jaz mislim, da je to bilo po štajerski dobri navadi. Nekaj ljudi ni bilo iz Štajerske, smo mogli pokazati, kako se to počne. In nam je šlo zelo, zelo dobro. En mit obstaja o porokah in sicer, da se baje, da na prvo poročno noč itak nič ne dogaja, ker so vsi preutrujeni. Potrdimo ali vržemo? Potrdimo. Doben. Mislim, da ob okoli 4 zjutraj, ko prideš na hotelsko sobo v Habakuku, so bili toliko prijazni, da so nam dali apartma za mlado poročence. Si toliko utrujen v tistem trenutku, da jaz mislim, da edino, kaj ti pada na pamet, je pad v posteljo. Edino Janja je bila malo hiperaktivna, ker je iz nekega razloga sem odločila, da se bo od 4 do 5 z mano pogovarjala, če meni to ustreza ali ne. Teda sem bila samo, kaj lahko prosim spima. Ja, veš, kaj bi samo še. Samo mi je bilo tako fajn, da mi je hotela povedati vse, kaj se je zgodilo na poroki, čeprav sem bila tam. Mimogrede, za konec, je katera pila iz čevlja ali plačala šrango? Pa z najenih čevljev ne bi bila. Torej, ne ravno klasični slovenski nevesti, ne? Ne boste verjeli, ampak mislim, da se mi tudi vidi, da čisto klasična slovenska nevesta, pa nisem. Martina, Janja, držimo pesti in so sreče še naprej. Hvala lepa.